Ja, torej bomo začeli še zadnjo okroglo mizo današnjega dne. Tema, mislim, da vam je poznana, vpliv medijskega in kulturnega ustvarjanja na oblikovanje narodne identitete. Z mano so zgodovinarji, kulturniki, novinarji, še enega novinarja čakamo, upam, da se nam bo čim prej pridružil. In ko govorimo seveda o oblikovanju narodne identitete, je jezik eden izmed najosnovnejših elementov, lahko rečemo, slovenstva, naše identitete, in mediji so tisti, ki ta jezik morajo seveda skrbno prenašati naprej gledalkam, gledalcem, bralkam, bralcem. Tako da bi morda začeli kar s tem vprašanjem, torej kakšna je danes raba slovenskega jezika v slovenskih medijih. Tukaj seveda igra nacionalna televizija vendarle še toliko pomembnejšo vlogo, pa bi začel z vami, gospa Vida Petrovčič, kolegica. Kakšen je danes slovenski jezik oziroma raba jezika na radioteleviziji Slovenija in kakšno vlogo igra danes recimo v primerjavi s 30 let nazaj, pred 30 leti? No, hvala lepa, sem vesela, da sem lahko tukaj. Bom odgovorila na to prvo vprašanje, pa potem še mogoče globje, ker sem se zamislila na to svoje izvajanje, danes govoriti še malce o psiholoških vidikih. Ampak prav to vprašanje prvo, kakšen je jezik, tako bom rekla. Če jaz, ki se ukvarjam tudi s svetovanjem, pa velikokrat svetujem tudi tujcem, torej svetujem, kako bodo nastopali v javnosti, kako bodo pripravili kakšne referate in podobno. Torej, tujcem, ki so mogoče iz balkanskega prostora, niso taki iz prekomorskih držav, potem vedno rečem in svetujem, če želite res slišati dobro slovenščino oziroma tisto, kar je prav, poslušajte radio, to je prvi program Radio Slovenija. Ker tam vendarle, kljub vsemu, smo imeli in imamo še šolanje in nekako še lovimo korak s tistim, kar je izborna slovenščina, kot se reče. Vendarle pa bi rada opozorila, da je prav včeraj je bil objavljen zakon o javni rabi slovenščine in sicer glede novih digitalnih medijev, pač sprožilo se je tudi to vprašanje, ker imamo tuje hotele, tuje lastnike in seveda je te slovenščine v javnem prostoru na recepcijah ali kakorkoli pač v Ljubljani vse manj in je zdaj do 30. julija javna razprava, pa lahko prek spleta mogoče daste kakšne pripombe. Namreč kakšen je zdaj ta jezik v tem splošnem medijskem prostoru, pa ni najboljši. Recimo, če vi pogledate telefone svojih otrok, jaz pravzaprav, če bi brala to, saj ne vstopam v njihove telefone, ne bi razumela vseh kratic, lol, pa ne vem, kaj vse piše, saj veste, o čem govorim, a ne? Potem tudi na teh družbenih medijih je to neka angleščina, ne vem, če je tudi pravzaprav popolna angleščina, ker sem nekoč govorila z nekim Angležem, pa sem rekla, vi ste pa res lahko zelo veseli, kajti vsi mi govorimo vaš jezik, to je ta lingua franca, torej splošno vsi govorimo angleško. Je pa rekel, a veste, da nas pa to moti, ki imamo angleščino za svoj materni jezik, zato ker to ni več naša angleščina. In mi je dal misliti, res je, zato ker ves svet govori in vsi malce po svoje povemo, razumemo se, ne razumemo, in tako da tudi oni nimajo več tiste lepe angleščine, ki so jo imeli nekoč. Tako da kakšna je danes slovenščina? Slovenščina je, če se le da na RTV Slovenija, se trudimo, da bi bila kar se da izborna, sicer pa je vse slabša, je digitalna, če vprašate chat GPT, no tam še kar, recimo, če vtipkate to vprašanje, kakšna je danes slovenščina, bi vam tudi ta chat, to je umetna inteligenca nekaj odgovorila, tako to je neka mešanica, nekaj, kar se spreminja in upajmo, da bo nekako, da se bomo držali tega kurza, je pa jezik nekaj živega in se živo spreminja. Ja, pravite, da je nekako vdor teh tujk v zadnjem času prinesla tudi digitalizacija, zlasti na spletnih medijih. Gospa Jaklič, vi ste pa bili ministrica za Slovence po svetu, ko pa ste potovali tudi po naši soseski. Kako pomembno je, da obstajajo pa vendarle še ti zamejski mediji, kjer se vendarle nek jezik še ohranja, kako pomembno vlogo ima pri ohranjanju jezika recimo v
sosednji Avstriji, Italiji, tudi na Madžarskem in kje drugje? Ja, zagotovo je bil najprej lep pozdrav tudi v mojem imenu in hvala za povabilo. Glede samega pomena medijev za zamejski prostor, pravzaprav v vseh 4 državah, lahko rečem, da je bil izrednega pomena še posebej pred ravno dobo na nek način digitalizacije oziroma pred dobo spletnih medijev. Takrat je bilo tudi po svetu, recimo v Ameriki, ko so izdajali časopise, imeli radio, pač slovenske radijske postaje, enako seveda tudi v Južni Ameriki, Avstraliji, ki je ravno pred nekaj meseci slovenska radijska oddaja imela pravzaprav svojo zadnjo radijsko oddajo. Takrat je bilo to res izjemnega pomena, ker je bil ta stik z besedo, slovensko besedo, z informacijo pač pomemben prek tega kanala. Danes mogoče ta pomen izgublja v tem smislu, da dobivaš informacijo v slovenskem jeziku, ker je z enim klikom pravzaprav ves slovenski medijski prostor dostopen vsakemu Slovencu, kjerkoli, kjerkoli koncu sveta živi, biva ali pa mogoče na službeni poti. Tako da kljub temu pa se mi zdi, da je in pa daje pa skupnosti, ki uspeva še vedno ohranjati svoj medij v slovenščini, eno veliko samozavest, tudi dodajati dodatno težo, ker lahko ti novice svojega lokalnega prostora in tudi novice zunaj tega prostora tvojega, če govorimo zdaj o zamejstvu, tudi kaj se dogaja v Sloveniji, kaj se dogaja po svetu, da ti pripoveduješ s svojim jezikom, če tako rečem, pa še vedno zagotovo sem videla, da to res daje pa še vedno eno veljavo in tudi eno tako res notranjo samozavest, zaradi česar se mi zdi tudi prav, da naredimo vse, kar lahko, da tisto, kot država dajemo tisto podporo slovenskim medijem v zamejstvu in pa seveda tudi po svetu, kjer še so, da obstanejo. No, se to je bilo mogoče še eno pod vprašanje, kako pa je s temi skupnostmi Slovencev, ki živijo pa v bolj oddaljenih krajih, morda na drugem koncu sveta, če govoriva o recimo o ZDA, o Clevelandu, kjer imamo izjemno veliko skupnost, pa ne nazadnje v Avstraliji. Bom mogoče najprej skočila kar v Argentino, ker tam smo res lahko upravičeno ponosni ali pa so tudi sami ponosni na to, da že pravzaprav več kot 70 let izdajajo tednik Svobodna Slovenija, kar je seveda izredno velik podvig, če tako gledamo, ker pripraviti eno edicijo, eno številko časopisa vsak teden, da izide, je pač nekaj velikega, je tudi zahtevnega, odgovornega, zahteva številne sodelavce, kar pomeni, da je vsakič tudi nekoliko težje, danes že cel dan pogovarjamo, razmišljamo o tem, kako tudi znanje slovenskega jezika vendarle upada. Tako da se mi zdi, da je to res ena taka, pač najprej res v Argentini ena izjemnega pomena. Medtem ko recimo v Ameriki in tudi drugod so v preteklosti seveda izhajali številni časopisi že iz začetka 20. stoletja, jih lahko najdemo, preberamo in so tudi zelo zanimivo branje, dostopni marsikatero od teh časopisov, recimo tudi prek slovenske digitalne knjižnice. Seveda se pa skozi čas je to spreminjalo, marsikatera številka oziroma marsikater naslov je usahnil, je pač prenehal izhajati oziroma postal dvojezičen, ker mlajše generacije niso več razumele slovenščine, je bilo treba to seveda prilagoditi in tako so seveda pač besedila, teksti, novice vedno bolj v jeziku države, v kjer izhaja, predvsem je to angleščina seveda, tako da je pa še vedno velikega pomena. Tudi za to ohranjanje stika z lastno identiteto, s tem, kdo sem, da berem sam o sebi novice, tudi če so pač v angleškem jeziku in tudi, da potem novice iz domovine, kar pomeni, da mlajša generacija, ki to prebira, vendarle tudi skozi te medije nekje spoznava svet svojih starih staršev, ki je potem tudi na nek način njihov svet. Hvala lepa. Bomo se, gospod Hren, kulturnega vidika dotaknili še malce kasneje. Morda za začetek vendarle tudi za vas to vprašanje, kakšen je vaš pogled, kakšen je stik koroških Slovencev, vi ste direktor Mohorjeve družbe v Celovcu, kakšen je stik tam koroških Slovencev, torej s slovenskim jezikom skozi medije, če lahko tako rečeva?
Lepa dober dan tudi z moje strani. Koroški Slovenci imamo seveda tudi relativno bogato medijsko sceno. Ta je rasla skozi številna desetletja, pravzaprav že stoletja. Mohoreva je bila ustanovljena 1851, slej ko prej izdajamo knjige. Poleg nas so tle še druge založbe, to se pravi, da ta založniška scena slej ko prej živi. Imamo dva tiskana tednika, eden je skupni medij teh osrednjih organizacij, drugi tednik tega izdaja Katoliška cerkev, to je Nedelja. Na področju radija je tako, da avstrijska javna radiotelevizija v sodelovanju s privatnim radijem Agora tudi cel dan oddaja v manjšinskem jeziku in glede televizije, tako da imamo eno polurno oddajo enkrat na teden. Seveda so tle tudi razni spletni mediji in ti mediji na eni strani seveda zagotavljajo neko osnovno oskrbo manjšine in tudi neko jezikovno znanje s tem, ampak najmanj toliko pomembno kot pa samo jezikovno znanje je to, da s tem ustvarja tudi neko skupinsko zavest. To se pravi, ta pripadnost k neki manjšini, k neki skupini, ta je še posebej izrazita, če govorimo morda o teh zamejskih skupnostih. Skoraj je to že kot pa nek družinski album, ker tega poznaš, onega poznaš in potem enkrat na teden dobiš tisti medij in tam v tem mediju zopet potem vidiš svoje znance, vidiš, kaj dela sosedna vas, tako da s tem nastane neka zelo jasno odgrajena od zunanjosti skupina in ti mediji to skupino skupaj držijo, tako rekoč. Tako da imajo tle za to skupinsko zavest zelo veliko vlogo in če to prenesemo v zgodovino in tudi naprimer primerjamo s tem nastajanje slovenskega naroda in vlogo medijev pred tem in če potem tudi repliciram na Mohorevo družbo, ker se veliko krat reče, da Mohoreva s tem, da je v tistem 19. stoletju izdajala knjige, tudi slovensko brati in pisati učila, to že drži, ampak še bolj pomembno je, da je morda iz vseh teh Štajercev, Primorcev, Korošcev, Kranjcev ustvarila ravno z tem skupnim standardnim jezikom in s tem dostopom do človeka neko skupno skupinsko zavest, da si pripadnik skupnega naroda. In to se je videlo pri nastajanju slovenskega naroda in tudi danes pri ohranjevanju neke koroške skupinske zavesti je to zelo centralno. Morda še tole, to me je vedno zanimalo, sam prihajam z Gorenjske, k nam v naš jezik, zlasti v naš gorenjski sleng, udirajo ves čas germanizmi, veliko jih je. Kako je s tem na drugi strani Karavan, kako se vam uspe upreti temu še danes? Tega je ogromno in seveda je bilo tega pravzaprav vedno več. Ker ko se po razpadu avstrijsko te habsburške monarhije tudi nehal stik z osrednjim slovenskim prostorom, so ta koroška slovenska narečja bila še bolj izpostavljena v diranju teh nemških tujk. Tako da imamo ogromno teh besed, jih potem pa sklanjamo po slovenskih pravilih, tako rekoč. In vse tehnične novosti 20. stoletja poznamo rekoč izključno z nemškimi pojmi. To se potem tudi vidi, kako važno je za neko manjšinsko skupnost, da ohranja preko medijev stik z osrednjim jezikovnim prostorom. Ker če bi bil ta stik nepretrgan, potem bi bilo dost manj teh tujk v naših narečjih. In zanimivo je tudi to, da včasih doživim, če govorim z neko osebo, ki je iz političnih razlogov v zadnjih desetletjih ni več govorila slovensko, ker to pač ni bilo priljubljeno ali pa oportuno in sedaj, ko so se ti odnosi nekoliko razhljali, izboljšali, pa zopet začne govoriti slovensko. In ta oseba, ki 3-40 leta ni govorila slovenskega
slovenskega narečja govori bolj čisto, bolj korektno slovensko narečje, kot pa tisti, ki smo skozi govorili slovensko narečje, ker mi smo v teh 30-40 letih še več nemških besed v naše narečje pobrali. To se pravi, tu imamo seveda veliko teh besed, je pa tudi obraten fenomen, da tudi do teh avtohtonih nemških narečjih na severnem Koroškem, ki že od srednjega veka naprej ne govorijo več teh slovenskih narečij, da so se v nemških narečjih ohranile stare slovenske besede in jih potem čez temi ljudmi iz Krške doline govoriš, Gurktal, pa tako naprej, naenkrat slišiš stare slovenske besede, ki so se še tam ohranile. Tako da ta narečja so neka posebnost. Jaz bi tudi rekel, da je seveda jezik nekaj živega, to je tudi jasno, ampak če je naš cilj, da ohranimo neko slovenščino, neko čim bolj korektno slovenščino, potem je, kot rečeno, so ti naši lastni mediji važni, glede na ekonomske okoliščine ne moš vsega imeti in zato je zelo centralno, da imaš stik z osrednjim slovenskim prostorom. Hvala lepa. V literaturi lahko precej preberemo, zasledimo o tem, da so v bistvu mediji na nek način sredstva identitetne eksistence, ne? Da mediji v bistvu s svojimi teksti nekako pri posameznik vzbujajo občutenje, pripadnost točno določenemu narodu, nacionalni skupnosti, suvereni državi. Se je to pri nas začelo šele z osamosvojitvijo ali lahko rečeva, da so mediji to vlogo imeli pri nas že prej? Ja, Luka, hvala za to vprašanje. Ravno da to vprašanje, o tem sem razmišljala, ko me je Luka včeraj povabil na tole okroglo mizo in bi povedala nekaj, o čemer že dolgo razmišljam. Torej, mediji seveda imajo vlogo, samo žal v slovenskem prostoru, govorila iz svojih opažanj in svoje mnenje, pravzaprav narobe podajajo vlogo te slovenske identitete. Bom povedala primere. Recimo v 80-ih letih, ko sem začela kot novinarka pri občinskem časopisu, sem delala nekoč intervju z nekim zobozdravnikom, ki je bil po rodu Slovenec, vendar je bil zobozdravnik v Jugoslovanski ljudski armadi. Imeli smo bolnišnico vojaško, tam, kjer je danes zunanje ministrstvo. In midva delava lepo intervju, jaz pišem, kar on reče in prišlo je nekaj na vojsko, on jola in tako naprej in je rekel, veste kaj, se veste, da Slovenci nismo vojaški narod. Ne? Jaz to napišem, poslušajte, to se je usulo, kritik že v socializmu, kaj se to pravi in tako naprej, ampak takrat sem dojela, da dejansko v prostoru živijo neki miti, neki pravzaprav usiljeni miti. Nekdo nam je usiljeval neke mite in mi nikoli na tej nezavedni ravni smo jih požirali, smo jih ponotranili, ne da bi se zavedali, da nam škodujejo. Ne? Torej, da Slovenci nismo vojaški narod, kako ne? Saj smo se borili seveda vedno za druge, ne? Za Avstrijce, Soška fronta in tako naprej, pa vendarle, to je bil eden tak mit. Pa, če dovolite, bom šla majčkeno skozi te mite, na katere sem naletela in jih mediji tudi razširjajo. Zdaj, eni miti so na nezavedni ravni, pa sploh ne vemo, da nam usiljujejo nekaj. Ne? Recimo Slovenija, moja dežela. Ne? Recimo, lejte, dežela, zakaj dežela? Mi smo vendarle država. A veste, in ta mit moja dežela se nam kar še naprej poriva, samo da ne bi bila Slovenija država. Pa je bila Kolinda Grabar-Kitarović, ki je nekoč rekla, to, kar se zdaj dogaja, je predvidevala, ne? Ko smo rekli, bomo zaprli mejo, zdaj se nam je zgodil ta Schengen, Hrvati spuščajo vse avtomobile in so se zataknili v Sloveniji. Ne? Ampak Kolinda je rekla takrat pred 15 leti, rekla, pa sej si boste deželo zabasali. Ne? Že takrat sem rekla, spet deželo. Mi imamo zdaj ravno tako državo kot Hrvati. Ne? Če bi mi rekli Hrvatom dežela, bi pa mogoče bili tudi užaljeni. Ne? No, seveda, zdaj smo imeli nekoga, ki mu Slovenija ni dežela, pa je pil o Sloveniji moji deželi, ne? Malce provokativno, to nas tudi zelo radi na to deželo, majčen špikajo, ne? Saj veste kako in kdo. Potem naša kulturna politika. Neverjetno veliko filmov, pa sem vesela, da jih imamo, ampak filmov o Romih. Ves čas Romi, pa ta skupnost, pa te marginalne skupine, nikoli ni filma o, recimo, Pod svobodnim soncem. Zakaj nimamo teh zgodovinskih filmov? 32 let imamo državo, ne deželo, državo, a ne? Že prej smo imeli Črtomir in tako naprej, ampak ne, mi imamo še vedno neke manj vredne like, bi tako rekla. Mi imamo celjske
kaj že, grofe? Ne, kneze. Kneze ljudje, mi imamo kneze, mi moramo uporabljati najvišji možni nivo, ki so ga oni dosegli. Ja, so bili grofi, ampak potem so bili knezi, ampak ne, redno govorimo, da so to celjski grofi. Zakaj? Zakaj se mi tako dajemo v nič, bi človek rekel? In ne samo to, lejte, kot novinarka sem naletela na to, da se je poročil princ Harry, ne, in sem delala seveda oddajo, mene je zanimalo, nekajkrat sem že delala oddaje o plemstvu in seveda, lejte, to je naš izobraževalni sistem, prideš na filozofsko fakulteto, zgodovinarji, rečeš, bi prišli v oddajo, o čem, o plemstvu, se oni nam pa niso nič dal, razen bešteka, sam nože pa to je bila izjava, lejte, dobro se nekaj v redu, ampak potem dobimo v oddajo plemiče, recimo grofico Barbo, to je vnukinja od Kodelija, vnukinja, Kodeli nam je pripeljal prvi avto, oni so, morate verjeti, vsi govorili slovensko, mi smo imeli svoje plemstvo, Valvazor, zakaj se tako ponižujemo? In ne nazadnje, če grem nazaj k princu Harryju, mi smo v sorodu z britansko kraljevsko družino, Jana in druge ženske revije neizmerno se razpišajo o vseh, ne vem, o vseh živih, no, kar leze in kar gre, ampak to, da bi pa mi na dan poroke povedali, po Sigismundu, po Barbari Celjski smo mi v sorodu in sama sem v oddaji pokazala 20, mislim, da je nekaj čez 20 rodov, kolen in smo prišli do te povezave in ne boste verjeli, študentje na zgodovinskem oddelku delajo to za projekt, pa nikoli nismo tega predstavili, ne? Torej, hočem povedati, kako se mi na nezavedni ravni ves čas dajemo v nič. Bom še kaj povedala, recimo, dobro, zdaj pa na vizualno, na zavedni ravni. Narodne noše, imamo spet zgodovinarje, rečejo pa sociologe, pa velike profesorje, doktorje, sej noša, to pa nič ni, to so se neki izmislili tam v 19. stoletju, spet se dajemo v nič, če pa grem recimo na sprejem neke tuje ambasade, pa vsi lepo Finci, Skandinavci, vsi v nošah, nikomor ni nerodno, ko je bil pri nas nek veleposlanik, ki je želel biti v svoji noši, pa to je bil cel pogrom nad tem človekom, na vizualni ravni obleka olimpijcev, mislim, recimo, če kdo gleda slovensko olimpijsko ekipo, športnike, kaj je naša barva? Ja, ne vem, zelena, ves čas je zelena. Zakaj zelena? Pa pojma nimam, zakaj, ne vem, razumete, skratka, tako da se bojimo svoje nacionalne barve, svoje himne, ne nazadnje, svoje zastave, no in recimo tudi zastave ni na dresu, vedno so dresi in vedno imajo neke nacionalne zastave. Bom še par primerov, recimo na tem nezavedni ravni se nam usiljuje. Zdaj, ker je gospod iz Avstrije, bom povedala, jaz sem velikrat v Avstriji na dopustu, na smučanju in nekoč so zbirali sličice za neke albume, čisto tako navadno, kot mi zbiramo živali, tropske in tako naprej. In oni so imeli album, mislim, da je bil naslov Naša Avstrija, nekaj takega. Je bilo prekrasno, kupiš sličice v trgovini, toliko kupiš, dobi sličice in lepiš, pa imajo Mozarta, pa imajo Dunaj, pa imajo Lipicance in jaz sem si mislila, wow, to bi bilo pa zelo zanimivo, mi bi tudi lahko imeli, tuž bi mogoče, neka trgovinska veriga. Ne, mi nikoli nismo tega imeli, mi smo imeli mogoče športnike, še mogoče in potem sem rekla, poglej, ni škoda, pravzaprav pa koga bi pa mi, pa saj imamo mi neke ljudi, zakaj nimamo tega, ne? Hočem vam povedati, kako ves čas ne gradimo svoje nacionalne zavesti, ampak jo rušimo. Zadnjič, 2 tedna nazaj slišim na nacionalnem radiju, dobro, ta zgodba o tako imenovano žaljivo, bom rekla, goveji muziki, je že zrabljena, vedno jo povemo, ampak to je žaljivo. Ne, ampak radijski glasbeni urednik je za skladbe iz Nashvilla, nashvillske ameriške glasbe je rekel, da so desničarska glasba. Jaz sem tako šokirana, jaz sem potem študirala, kjer je pa potem levičarska glasba, mislim, zakaj se pri nas vedno, gospod se nam je pridružil, dober dan, malo se spočite, pa malo vode, bom takoj nehala, dobite takoj besedo. Skratka, to je pa zdaj na zavedni ravni, smo pa mi po 30 letih, 32 let države, v teh 30 letih nismo
nezavedno gradili v svojem nacionalnem spominu neke identitete, da bi človek takoj, ko reče, kaj že slovensko, ja nagelj, aha, pa res, ne, razumete, da bi se nam takoj nekaj pojavilo v glavi, mi tega nismo gradili, tako da zdaj mi lahko na zavedni ravni javno naredimo proslavo za rojstni dan države, ki je posvečena podnebnim spremembam. Ne, čakajte, mislim, to tudi psihološko, zdaj če gledamo, podnebne spremembe so nekaj strašnega, so nekaj grozljivega, ne, in zdaj če povežemo rojstni dan z nečim, kar je strašno in grozljivo in kar nam preti, to je tako, kot da bi na svojem rojstnem dnevu govorili, da bomo umrli, pa da imamo itak, Bog, mogoče imamo to in to bolezen, ne bom urekla kaj, ampak vendarle, to se ne dela, to se ne počne, to je, ne vem kaj ne rečem, to je zrelo za nekega psihiatra, no, ta naša nacionalna zavest. Da ne govorim, da pač osamosvojitvene vojne ni bilo, a res, no dober, pa ne, saj prava reč, ali pa muzeja, ne, muzeja ne rabimo, ja v redu. In zakaj nihče ne protestira? Je, ker smo že navajeni, da itak naša barva je mogoče zelena, mogoče ni, mogoče ima, a razumete, mi nismo v teh 30 letih zgradili neke nacionalne identitete in tako se bo potem zgodilo tudi s slovenščino in s to kulturo in z našo glasbo. V nekem trenutku bo ta slovenščina izginila in bodo ljudje rekli, ja, well, that's it, okay, so what, ali pa ne vem, kaj bodo rekli, lol, ali pa ne vem, nekaj bojo pač tisti, ki so danes mladi, pa bodo potem mogoče zrasli, če ne bo prej vsega konec, ne, bodo pa takole reagirali, tako da, če ne bomo spremenili tega odnosa, ki sem ga zdaj na kratko navedla, se nam slabo piše. No, zdaj bom pa še pokazala eno knjigo, Zajedavski ki jo je izdala družina, to sem pa zato prinesla, ker ta Zajedavski govori pa natanko o tem, kako zdaj danes, na tej zavedni ravni, nič se ne skrivajo, neke woke filozofije, neke razmišljanja, taka in drugačna, moderna, vse veste, kakšne teorije vse so, nam praktično onemogočajo, kako, tukaj piše, nalezljive ideje ubijajo zdrav razum. Nekega dne bomo mi verjeli v stvari, ki so mogoče že danes popolnoma skregane z neko zdravo kmečko pametjo. In jaz mislim, da je skrajni cajt, da s tem prenehamo, pa da tudi vemo, da smo Slovenci, kjera je naša zastava, kaj je naša himna, kdo so naši narodni junaki, kdo so naše pravljice in tako naprej. Kam gremo, kaj je naša strategija. No, oprostite, sem bila malo daljša. Ja, očitno publika ni imela nič proti, ne? Ker vas je ravno nekako omenila pa izvala gospod Hren, zdaj vi to lahko spremljate na drugi strani Karavank. V čem so Avstrijci torej boljši pri vzbujanju, pri te nacionalne identitete, pri svojem narodu? Drži, ne, da lahko slišimo tudi več domače avstrijske glasbe na njihovih radijih, ta kultura, običaji, tam bolj pridejo do izraza, zdi se, da se je ne sramujejo, ne, tako kot mi. Mislim, če se te mite, tako rekoč, ki se tle našteti, bili nekako povežem, potem bi jaz rekel, to nekje rečeš, da je to potem nek premalo razvit nacionalni ponos, ne, da ti to premankuje na tem. In sami mediji, in če se diskutiramo o vlogo medijev, en medij kot tak je samo en instrument. Tisti, ki je v ozadju, lastnik, tisti politik, kdorkoli dela neko nacionalno kulturno politiko, tisti je tisti, ki tudi lahko usmerja, ali pa lastnik, ki usmerja potem ta medij. Se pravi, medij sam kot takšen je lahko neutralen in potem je vprašanje, kaj ta medij kako poroča. In če samo to primerjam sedaj naprimer z Avstrijo, Avstrija je bila v dobi pred drugo svetovno vojno v sebi globoko razdeljena država. Na eni strani socialdemokratski tabor, ki je bil nekaj cajta celo prepovedan, na drugi strani krščansko-demokratski tabor in potem pa neka nacionalsocialistična skupina, ki je potem izsilila in tudi pač s Hitlerjem prišlo do te okupacije. Ampak v sebi je moj stari oče vedno rekel in potem so se tisti socialisti pa krščanski demokrati skupaj srečali v KZ-u. Ampak v sebi je ta država bila globoko razdeljena. Po drugi svetovni vojni je pa uspelo, da si tle naredil nek povezovalni lok. In ključno vlogo pri tem je odigrala avstrijska javno radiotelevizija ORF.
Ona je seveda tedaj imela nek državni monopol pri informiranju in je bila v sebi paritetično zasedena, enkrat reč, enkrat črn, enkrat reč, enkrat črn, ampak je spostavila neko ne samo nek nacionalni ponos, ampak tudi neko skupno vzajemnost, morda celo še več neko avstrijsko specifično identiteto, ki se je razlikovala od nemške identitete, ker prej so se videli kot privesek Nemčije. In to je dejansko bila zasluga potem ORF-a, ampak ORF je tudi tedaj bil samo instrument, v ozadju je bila neka kulturna medijska politika, ki je tako zastavila ORF. In če sedaj en proti primer prinesem, kako tudi lahko uporabljaš medije, potem je to Hitler sam bil, ki je to, kar so nacisti znali, da so imeli neko afiniteto do medijev in tudi do nove tehnike in so potem takoj stavili na radio in vsak nemški državljan je dobil tako kot skoraj brezplačno ta Volksempfänger in imel doma svoj radio in preko tega radija si ti infiltriral celotno prebivalstvo. Tako in tako se treba zadržati, če želiš biti dober Nemc. To je to, kar želim reči, to. Mediji so samo instrument, problem kot takšen je pa neka kulturna politika, je seveda potem tudi vlada, so lastniki in tako naprej in tisti so ti, ki lahko sousmerjajo tudi to medijsko politiko. Ja, sej Avstrija je še danes v bistvu vzhodna dežela, kot se imenujejo, ne, ampak so uspeli oblikovati svojo identiteto. Gospa Jaklič, če nacionalni medij ustvarja neke vrste državotvorje, kar ne bi bila njegova vloga in da je njegov cilj navezati svoje člane na nek teritorij, da so pripravljeni zanj tudi umreti, to pravi avtor Anderson, to nam ni uspelo, ne? Ja, tega zagotovo ne. Mogoče bi sam dodala, medtem ko je gospa Petrovčič naštevala mite, mi je prišel še mit, ki je tako zelo usidran v naši zavesti in je dejansko odgovor na nek način tudi na to, kar ste vprašali, mit o Slovencih kot narodu hlapcev. Ne, to je pač tako globoko, so nam skozi te desetletja ponavljali, da se nas je kar prijela ta misel, da smo kot narod hlapcev, ki nima ne plemstva, ni imelo ne nekih izobražencev, ne intelektualcev, ne velikih mož in žena. Zgodovina pravi drugače in vsakeč znova, ko sem se sama srečevala s Slovenci zunaj Slovenije, še posebej ti, ki so po drugi svetovni vojni morali zapustiti matično domovino, sem videla, da je njihova percepcija drugačna, da je resnično drugačna, kar pomeni, da smo mi našo odnos do nas samih spremenili v zadnjih 80 letih. Ker njihova drža je bila, s katero sem se jaz srečevala in jo videla, je bila v tem smislu, da so vzgajali svoje, mladino v tem duhu, da si na svoji zemlji sam gospodar. Ne, in da ta gospodar pa ni pomeni, da si diktator, ne pomeni, da si avtokrat, ampak pomeni, da si, in to so tudi učili, da si dejansko tudi soodgovoren za blagostanje vseh, ki so okoli tebe. Ne. In mi imamo pa ravno to, ta državotvornost, se pravi, če smo mi vstopili z nekimi figo v žepu, da želimo imeti svojo državo in da tako kot je v zadnjih 30 letih, kako se stopnjuje ta v bistvu res negativen odnos do slovenske države znotraj politike in to vedno znova iste politike, ki ni spostavlja odnosa do države, takega odnosa, kot bi si ga želeli in to je pač čisto odnos do države, da si ponosen, da državo svojo imaš in da si za njo pripravljen delati, ker je tvoja, ker želiš, da je noter resnično, da se dobro ljudje počutijo, da imajo, se pravi, dobre možnosti, možnosti prosperitete. Pri nas je pa to, se pravi, ves čas in se to odraža pri odnosu do simbolov, pri odnosu do same države. Tudi ta moment, če rečem, grajenja državotvornosti se je oduzel tudi znotraj šolskega sistema. Zelo nazoren prikaz tega je bilo recimo polemika in zelo ostro nasprotovanje levega političnega pola, da bi pred slovenskimi šolami visela pred našimi šolami visela slovenska zastava, kar je pač v drugih državah nekaj samoumevnega. Res recimo v šolah, marsikaterih recimo izkušnja moja v Argentini, pa tudi
v Ameriki, ko dvignejo v začetku šolskega dne obe zastavi, pač pri tem, kjer so naši Slovenci, obe zastavi, sicer v argentinski šoli argentinsko zastavo, s tem spostavljaš nek odnos. S tem spostavljaš neko čutenje do tega, kdo si in za tisto, kar si pripravljen dati vse. Res veliko. Tako kot si pripravljen braniti sam sebe, pripravljen svojo družino, s tem, kot ti, ne da bi bilo to kot neko nasilje, neka potreba, moram se boriti v smislu nekega agresije, ampak ko nekdo stopi na moj teritorij, na moj prostor in mi ga želi vzeti, da si pripravljen se zanj postaviti. Ampak to pa pomeni vzgoja v družina z odnosom do domovine, do tega, kar si, do naroda, do države. Mene tudi zelo moti, pa vem, da je uraden naziv naše države Republika Slovenija. Ampak prav tega pojma republika se sama zelo izogibam, pa vem, da so tudi Republika Avstrija, je Republika Italija, zato ker je naša asociacija na republiko preveč močna vpeta v neko nekdanjo jugoslovansko enoto, kjer je bila Slovenija samo kot republika. Mi smo država Slovenija in to se mi zdi, da je treba znova in znova na nek način ne diktirati, ne v smislu nekega nasilnega, ampak na vseh nivojih, znotraj kulture, ki vse ste videli, če dobi priznanje nekdo, ki razreže slovensko državo in dobi najvišjo kulturno priznanje v državi, to s tem nekaj sporoča. S tem država, politika nekaj sporoča, da je slovenska država nekaj, kar lahko zametuješ, kar lahko zelo z njo ravnaš pravzaprav kot svinja z mehom. Skratka, to državotvornost se gradi res vzgoji v domačem okolju, medijski prostor je tukaj res zelo pomemben, tako kot je rekel gospod Hren, je to sicer orodje, preko katerega rekla, oblast oziroma politika, določene družbene skupine vplivajo, soustvarjajo naš miselni svet. To je seveda tudi šolski sistem, ki je res izuzel vse, kar je povezano. Mislim, kako bomo mi zgradili državotvornost, če v večini razredov ob koncu šolskega leta ne obravnavajo naše slovenske samostojnosti in ne vzpostavljajo odnosa do tega, da imamo lastno državo in da to ni bilo tako samoumevno, da bi do nje prišli. So mnogi narodi večji, danes smo govorili že o Kataloncih, so to Baski, so to Škoti, ki si želijo države in je pač nimajo. Tako da in meni je recimo prej, kaj en gospod tu pri povedopravu, nekdo je rekel, da učiteljica, ki že pač poveda, da že zadnjih 20 let nikoli še ni uspela do konca šolskega leta priti do teme slovenske osamosvojitve. Mislim, oprostite, učitelj, profesor je v šoli v svojem razredu v tem smislu zelo suveren. Lahko sam odloči, kaj bo imel in kateri temi bo posvetil temo in svoj prostor, svojo šolsko uro. Ampak točno to, ta strah, da če bo imel uro posvetil slovenski samostojnosti in našem odnosu do naše lastne države, da je ta strah nekje zakoreninjen, da bo značen za nacionalista, da bo značen za fašista, da bo značen za vse to, kar nam mediji dejansko prinašajo. Zelo izrazito, vse, kar je povezano z narodnostjo, vse, kar je povezano v pozitivnem odnosu tudi do jezika, do skrbi do jezika, ima pri nas neko, je v vseh teh letih, desetletjih dobilo neko podton negativnega, fašističnega, ksenofobnega in kako boš potem suvereno stopil v ta prostor. Tako da, ja, malo sem se razgovorila, ampak se mi zdi res, ta državotvornost se gradi pravzaprav na čisto vseh nivojih, na vseh družbenih porah, javnem in zasebnem življenju. In ko nekaj imaš res rad, tako kot imaš rad svoje domače, seveda samoumevno pride tudi ta drža, da se želiš to obraniti. Ne v smislu nasilja, ampak obraniti tisto, kar je tebi sveto. Ja, ko ste to omenili, tudi sam se spomnim nekaj let po vojni, ko smo se v osnovni šoli učili v zgodovini, nismo prišli do konca knjige, do slovenske osamosvojitve in me res žalosti, da se to še zdaj dogaja. Ker se nam je pridružil tudi gospod Devetak, zdaj vprašanje za njega. Prej je gospod Hren lepo povedal, kakšno vlogo je avstrijska ORF odigrala po drugi svetovni vojni. Zdaj, britanski avtor David Kennedy je nazorno prikazal, da so množični mediji nekako v povezavi z invencijo tradicij pomagali vzpostaviti britansko nacijo. Kaj pa
slovenski medijski diskurs leta 1991, a je uspel reinventirati slovenstvo, po vaše? Ker sem relativno mlajša generacija. To so leta, ko nisem bil še niti v novinarstvu. Kar opazujemo iz gledišča, žaškega gledišča, gledišča Primorskega dnevnika, ko opazujemo Slovenijo, slovensko dogajanje, slovenske dinamike, včasih so nam nekako zoprne, priznam. V resnici naš... Ja, zdaj bom rekel. Med drugim se vam opravičujem za zamudo, ampak sem odkril, da Trst in Ljubljana sta skrajno oddaljena danes. Sa 100 km 2 uri in pol potovati se mi zdelo pretirano, ampak očitno petek, mi pravijo. To, kar sem začel, pravim iz manjšinskega gledišča, ki je zelo posebno na nek način. Tukaj jaz bi izpostavil najprej posebno tudi držo, ki jo imamo do dogajanja v Sloveniji kot časopis slovenske manjšine, ki je v sebi zelo pluralna, to je treba poudariti. Ko gledamo iz našega gledišča na slovensko dogajanje, priznam, da jaz pri sebi se čudim, da po 30 letih so to še problemi, da slovenski narod recimo ni ponotranjil nekaterih osnovnih postavk zrelega naroda, mislim zrelega naroda, ki se ne ukvarja toliko, se ne ločuje toliko zaradi preteklosti, naprimer narod, ki ima kakšen težavo z državnimi institucijami, recimo iz našega gledišča smo opazovali tudi postavljanje pod vprašanje urad predsednika republike, recimo italijanska tradicija v Italiji, ali pa politična kultura v Italiji je nekoliko drugačna, bi rekel. In včasih, ko to opazujemo iz našega gledišča, sami sebi si razlagamo, Slovenija je še demokracija, tako si pravimo pred sebi. Potem govorili o tem, koliko Italija, če ima Italija še kakšne nerešene vozle s svojo preteklostjo in tako naprej, ampak vsekakor, recimo, drža do države, do državnih institucij, imam vtis pa, so me vprašali, kaj, če naredila Slovenija vse prave korake v zadnjih 30 letih, imam vtis, da je prišlo tudi do neke regresije v političnem diskursu, kar se tega tiče, da morda so bili narejeni pomembni koraki naprej, ampak morda v zadnjem času z neko radikalizacijo, politično močnejšo polarizacijo so bili narejeni morda še večji koraki nazaj. V teh primerih bi rekel, da tudi manjšina včasih je v težavah, ker recimo če še to povedal o drži Primorskega dnevnika do Slovenije, kot tudi manjšine, sicer kot glas manjšine razmišljamo podobno, skušamo imeti nek državniški odnos do države, to pomeni, da spoštujemo prav vsako politično opcijo na oblasti, s vsakim politikom se bomo pogovarjali in v zameno pričakovali, da bo tako ravnala tudi Slovenija za nas. Ampak mislim, da tu je nastala neka težava. Recimo, smo v težavi takrat, ko se recimo notre politične razprtije, dinamike, tako naprej, tudi pljuskajo čez mejo in tudi delijo, ločujejo tudi duhove v manjšini. V teh situacijah recimo Slovenija ne pomaga manjšini. Dovolite mi samo to, potem malo mi je zmanjkalo na začetku in bom še nadaljeval lahko. Mogoče bi še z enim vprašanjem nadaljevala, ko ste ravno omenjali, ko gledate, opazujete z druge strani meje, da imamo še vedno iste težave kot pred 30 leti, ko opazujete recimo naše praznovanje največjega praznika države, kako ga pravzaprav praznujemo, politika tukaj ni enotna, enkrat pride ena, pač na proslavo državno večino prihaja tista, ki je na oblasti, pa vendarle, sam odnos do državnega praznika, tudi ko gledava
na televiziji ni ravno veliko o tem, ne? Ni filmov, ni dokumentarcev, premalo jih je, če že so. Kako gledate na to? Morda tu gledamo tudi nekoliko s percepcijo, ki jo imamo na italijanski strani. Priznam, smo tudi na italijanski strani nekoliko laiki do tega. Tudi v Italiji se dogajajo velike ceremonije v praznikih, državnih praznikih, ko jih je kar veliko v resnici, ampak splošna javnost do njih je relativno mlačna. Za nas ni ravno isto. Gotovo čutimo s srcem, čutimo bolj praznovanja, vsaj neka generacija, potem lahko debatiramo o generaciji, ki je krepko mlajša od mene, drugače. Ampak čutimo z matico. Priznam, zame so ob teh praznikih navdihujoče besede, ki jih slišim od predsednikov republike. Priznam, sem se udeležil nekaterih praznovanj, sem spremljal tudi zadnji nagovor predsednice tokrat, meni v marsikaterem podarku je bilo navdihujoče. Z našega vidika je tako, da se mi zdi, da ne znam pa oceniti morda te, kot pravite vi, distance pa mlačnosti slovenskih medijev do tega. V italijanskem prostoru je to kar praksa. Nič čudnega. Ja, vendarle, ne, kje so filmi, kje so dokumentarci? Ne? Recimo, če pogledamo ameriško filmsko industrijo, lahko vidimo, da v vsakem filmu se poudarja narod, nacija, prazniki, velikokrat sredi filma praznujejo independence, da je dan neodvisnosti. Ne? So to stvari, ki bi jih mi mogoče potrebovali, gospod Hren? Meni se zdi, da to ni tako črno-belo, oziroma ni odgovor, čim bolj si narodno ponosen, tem boljši si, in čim manj si narodno ponosen, tem slabši si. Jaz mislim, da je to zelo odvisno tudi od situacije. Če je to neka velika nacija, naprimer prej so Italijani bili omenjeni, ali pa Nemci, zanje je govorjenje materinega jezika, imeti nacionalne simbole nekaj kompletno samoumevnega in tudi ni to kak poseben dogodek, če je tam potem dan državnosti. Meni kot koroškemu Slovencu so včasih nekateri očitavali, se rekel, no, če pa prebereš sedaj ta tekst, ki si ga ti napisal za koroške Slovence v nemščino, potem bi pa ti sem očitaval, da so to nacionalisti, ki take reči pišejo. In če jaz seveda imam eno majhno skupino, kot naprimer ena majhna jezikovna skupnost, če ta želi preživeti proti velikem, potem mora biti specifično ponosna na tisto zadevo, ki jo od ostalih razlikuje, ker če mi nismo na to ponosni in to gor držimo, potem se seveda takoj prilagodimo. In Slovenija je seveda majhna država in za neko majhno državo imajo nacionalni simboli, ima nacionalni ponos nekoliko drugo vlogo kot pa za eno veliko nacijo. Če ti želiš kot majhna država dolgoročno obstati, potem moraš ti glede teh zadev biti še posebej občutljiv, posebej ponosen in to še posebej poudarjati. In za drug narod, za drug kontekst je to morda nekoliko drugače. Jaz bi to zadevno še en primer navedel iz moje ožje domovine, iz Koroške, ki je tudi privesek nemškega prostora in ko so cele generacije Korošcev in sicer nemških Korošcev živeli v strahu, da jih bodo zasedli Slovenci pa južni Slovani in da so ogroženi in so to imenovali urangst. In so potem definirali neko regionalno identiteto, ki je bila zelo ozka. Ta je bila toliko ozka, da ni samo na vsaki hiši 10-krat visela koroška zastava in iz tega že videti ne moram več, ampak da si imel tudi eno deželno himno, ki se ob najmanjši priliki v najmanjši vasi pela, da si imel en koroški gvant in samo tedaj, če si tisti gvant nosil, si bil pravi Korošec in v tisti ozki definiciji pravega Korošca ni bilo prostora za nobenega drugega, ki je nekoliko drugače mislil, najmanj pa za koroške Slovence. In take zožitve nekega narodnega pojma pa regionalnega pojma, to je kontraproduktivno, to zožuje in to je napačno. Kje je ta meja med, lahko rečemo, narodovo samozavestjo, torej med neko nacionalnostjo in nacionalizmom, ki ga potem pogosto en del politike, drugemu delu politike v Sloveniji očita zaradi
preponosnega mahanja z zastavami, čemur smo velikokrat bili priča v zadnjem času. No, jaz mislim, da je bistvo, če smo v demokraciji, je največji sovražnik svobode govora samocenzura in ta strah. In ta strah je popolnoma nepotreben. Mislim, da bi se morali bolj zavedati, tudi družinsko debatirati. Sej vzgoja se začne v družini, da smo Slovenci, da imamo zastavo, da govoriti o zgodovini. Moram reči, zdaj, ko je gospod iz Koroške tole povedal, spet bom omenila to smučanje in te svoje obiske teh koroških vrhov. Jaz sem nekoč rekla, ker sem pokrivala ekonomijo, v glavnem kot novinarka, pa sem rekla direktorju Kompasa, sem rekla, lejte, zakaj vi kupujete Sončani Hvar, takrat je Kompas to še kupoval, se potem je tako vse propadlo, pa pejte tjale v Mokrine, Nasfeld, pa tam je en krasen hotel Kvadrat, tak kubus, pa dajte tam kupiti en hotel, vse to je bilo pravzaprav naše ozemlje, mislim, investirajte na tisto ozemlje, kjer smo mi nekoč bili, ampak lejte, tej naši eliti se pač to ni zdelo, da bi mi morali na tem ozemlju, kjer so živeli Slovenci, in to bi bilo tudi mogoče uprit manjšini, kaj investirati, mogoče kakšen hotelček, ne vem, zakaj se to ni zgodilo. Nazadnje, ko sem bila na Mokrinah, Nasfeld na vrh, jaz sem bila šokirana, lejte, na vrh plapola hrvaška zastava, glasba je dalmatinska, mislim, meni skoraj kap zadela, zato ker nikoli, mogoče ena lokacija, če grem proti Malnicu, recimo ena sama lokacija, da si upa obesiti tudi slovensko zastavo, ampak jih imajo ene 10, tako, skoraj tudi južnoafriško, no, mislim, ne, malo pretiravam, ampak slovenske zastave vi na Koroškem ne boste videli, ampak zdaj, ko imamo mi to priliko, zakaj tega nismo počeli, nimamo dovolj samozavesti, se bojimo, kaj bodo rekli, kaj nam bodo rekli, in tukaj imamo pravzaprav v Sloveniji sami, tukaj bi morali razčistiti, kot da imamo neko peto kolono, ki nas ves čas spotika, ki nam ves čas meče pesek v kolesje, ki ves čas nekaj narobe dela, in zdaj, kje je ta meja? Ja, ne vem, kje je meja, če si ti sred Ljubljane, par let nazaj, še župan ni dovolil, pazite to, ni dovolil slovenske zastave na Ljubljanskem gradu. To je komaj zdaj par let je, drugače pa je to ljubljanska zastava, a ne? Slovenske zastave ni bilo, no in zdaj imamo slovensko zastavo in prejšnji teden sem pač komentirala neko alternativno proslavo, pa sem pogledala višine drogov. Najvišji drog, ponosni drog je nek pri Žalcu, je 14-metrski. Na Vrhniki, kjer sem bila, mislim, kjer smo komentirali in bila ta proslava, 10-metrski drog. Na Ljubljanskem gradu, poslušajte, samo 8,5 metrov, na 7. mestu. Jaz mislim, da bi prestolnica, no se to je zdaj banalno, ampak res, prestolnica bi morala imeti nek najvišji drog. Če gremo recimo v Jordanijo, kamorkoli, Arabci, tu imajo take zastave, da kar gledaš, skoraj do tele postaje Mir gre drog. Mi pa skrivamo, ne vemo dobro, mogoče bi imeli Ljubljano, zdaj, če bomo raj zamenjati, pa imeti kaj zelenega, lejte, to je tisto, kar je narobe. Ja, visoke drogove in zastave na vsakem koraku lahko vidimo že na sosednjem Hrvaškem, niti ni treba iti tako daleč. Zdaj, ko govorimo o narodovi samozavesti pa identiteti, mi imamo tudi praznik posvečen prav kulturi, slovenski kulturi. Mislim, da smo ena redkih držav na svetu, ki imamo prav kulturni praznik, ki je državni praznik. Kako nam je to pomagalo pri morda krepitvi samozavesti naroda skozi sam kulturni praznik? Kako se zavedamo svoje kulture, Slovenci? Ja, mogoče bi pred odgovorom nekako še en medklic oziroma en PS na koncu tega, kar je gospa Petrovčič povedala, ko je uporabila, me je zmotilo namreč, zato sem rekla, da moram prav reči, ko ste omenjali, da ste komentirali alternativno proslavo. Ta pojem sem jaz zasledila v medijih in se mi zdi, da je bil na nek način serviran nam zato, da bi kot dodatek temu razkolu, razdaljevanju, diferencijaciji kot naroda. Sama iz tiste razproslave, ki je bila na Vrhniki, verjetno ste mislili to proslavo, nisem doživljala kot alternativno proslavo, ampak
pač eno od proslav, ki ima čisto legitimno pravico, da je. In se mi zdela zelo lepo tudi, da je slovenska televizija nacionalna prenašala, zato ker je res, pač meni je bila mnogo bližja res kot proslava pač po duši, po tem, kar je predstavljala, kako je bila pripravljena, se mi je zdela veliko bolj nekje, da budi narodnega duha in odnos do države, ampak če pristanemo na to terminologijo, jo sami sebi degradiramo neko, ne tako, samo za medklic. Drugače pa, kar se tiče kulturnega dne, pač danes smo že cel dan poslušali, kako v bistvu res naša identiteta je zgrajena na kulturi. Pravzaprav je to naša tista temelj in znotraj te kulture seveda kot najpomembnejši seveda slovenski jezik in tudi, da je bila kultura skozi stoletja tista, ki nas je povezovala. Zelo mi je bilo všeč, pred leti sem poslušala en pogovor z dr. Matijem Ogrinom, ki se na ZRC SAZU-ju ukvarja z starejšimi slovenskimi rokopisi. In je v tem pogovoru recimo tudi dejal, da je bila ta razlikovanje kulture in omike, ki jo je opeljal recimo ali pa je govoril škof Anton Martin Slomšek, ki je zelo veliko naredil za to, da ne samo, da je prenesel sedež iz Šentjandraža v Maribor, ampak je tudi bil pobudnik ideje ustanovitve slovenske pač Mohorjeve družbe, ki je dejansko učila Slovence brati in pisati in ravno Mohorjeva družba je bila pravzaprav tista s svojimi zbirkami knjig, ki je dvignila pismenost slovenskega naroda krepko nad povprečje ostalih narodov znotraj Habsburške monarhije. V tem smislu smo bili Slovenci konec 19. stoletja v samem vrhu pismenosti, se pravi znanja branja in tudi izredno bogatega pač besednega zaklada, ki smo ga kot narod razvili. Zato smo potem tudi lahko suvereno leta 1919 ustanovili svojo lastno slovensko univerzo. Ampak skratka, je jezik in je kultura ves čas skozi stoletja bila izredno pomembna. S tem, ko smo zelo radi se pohvalimo, da smo verjetno tudi edini narod, ki so na svetu oziroma edina država na vsem svetu, kjer so prvo slovensko ustavo naše slovenske države niso pisali politiki, ampak so jo pisali pisatelji. Tudi to je en tak pojem tega, kako pomembna je za nas kultura. Kultura v smislu glasbe, likovne umetnosti, knjižne pač besede, tudi omike, o katerem je govoril škof Slomšek, o tej žlahtnem pomenu besede, ki se kaže tudi v srčnosti našega kulturi srca, ne samo bogatega besednega zaklada. In to, da smo dali dan kulture, je meni zelo blizu, mi je zelo toplo. Na nek način je sicer tudi en pokazatelj, da smo za dan kulture zbrali Prešernovo smrt in ne njegovega rojstva, kar na nek način res ta naša, ne vem, jaz ne razumem, zakaj vedno znova zbiramo smrti kot tiste obletnice, ki jih praznujemo ali pa obeležujemo. Enako se nam je zgodilo leta 2018, ko smo razglasili Cankarjevo leto, to je bilo 100-letnica Cankarjeve smrti, ne njegovega rojstva. Zakaj? Pač to vse oblikuje, to nas vse na nek način malo zaznamuje. Dan kulture je pa zagotovo tisti dan, ko lahko damo še eno posebno sporočilo, kako za nas kultura pomembna je. Smo pa spet pri tem, ko gledamo recimo, če merimo dan kulture skozi obeleževanje tega dneva, skozi vsa ta desetletja, ko ta praznik imamo, bi rekla, da ga nismo do dobra izkoristili v tem smislu, kar bi čemur naj je bil namenjen. Pred leti se spomnim zelo široke polemike po proslavi Dnevu kulture, ko je bila slovenska himna recitirana v vseh drugih jezikih, ne spomnim se, če je bila verjetno pač zapeta bila na začetku, potem pa niti ni bil slovenski jezik v ospredju. In je bilo pač različni pogledi, zakaj ne bi takrat slovenski kulturi dali prostor, zakaj vedno znova segamo v ta medkulturni prostor, če je ta dan kulture nam namenjen. Ampak vsekakor pa mislim, da en dan kulture, praznik kulture ne bo spremenil in ne prispeva bistveno k odnosu do tega, kdo smo, kakšen odnos do kulture imamo, če tega ostalih 364 dni ne znamo živeti in jih ga tudi ne
ne razvijamo in pač ne skrbimo za to žlahtnost razvoja slovenske kulture, ki seveda se spreminja, postaja sodoben čas in je drugačna kultura, mislim, ima drugačne oblike izražanja, ampak še vedno s tisto spoštljivostjo tega, kar smo in kar nas zaznamuje, oziroma kar nas je skozi stoletja oblikovalo. 365 dni je treba misliti na nezavedni ravni, ne da bi vsak dan zjutraj se zbudil in rekel, danes moram zavestno misliti slovensko kulturo, pač to ne, tako ponotranjiš tega ni treba. Ja, jaz bi se samo malce pošalil, ker je dala gospa Jaklič dobro iztočnico, če so res pisatelji pa pesniki pisali slovensko ustavo, potem morda najdemo razlog, zakaj se danes skoraj vsak že po svoje interpretira slovensko ustavo. Ne? Povejte. Jaz bi samo dodala pri tej alternativni proslavi, absolutno so vse proslave in meni je bila zelo lepa, mislim, jaz sem jo komentirala, sem bila vesela, ampak sem se pa malce zbala in sem majčkeno videla naprej, kam to gre. Kam pa to gre zdaj? Ne? Torej, to pa gre v čase čitalništva, a ne? Taborov, kjer bomo mi, ki imamo zdaj, še enkrat povem, torej zakon o slovenskem jeziku in rabi slovenskega jezika je zdaj v obravnavi, kar na lepem se bo znašlo takole, da na teh glavnih državni proslavi bo neka globalna tema, bo ne vemo kaj, podnebje, že kaj, vse se bo našlo. Ta skrb za slovensko državo, za slovensko kulturo bo pa porinjena na neke vaške prireditve in to me je pa zmotilo letos, ker je bil ta poudarek, ja, saj so te krajevne, pa so lušne te proslave, ja, ampak jaz zahtevam državno proslavo, da je slovenska, pika, konc. Ne potrebujem nobene Grete Thunberg, nobenega Mandele, nič, če hočem to, bom gledala CNN. Bomo dali besedo še malce gospodu Devetaku, ki je bolj malo danes govoril. Kakšen pa je vaš pogled na ta odnos kulture in identitete? Ok, zdaj sem bolj v formi, priznam. Tako bi rekel, najprej še enkrat upoštevajte res posebno vlogo, ki jo odigramo manjšinci, čez mejo, gledamo, včasih smo opazovalci, včasih akterji, ampak za nas je mi doživljamo, zdaj slovenska manjšina v Italiji doživlja poseben trenutek. Debata, ki ste danes napovedali, se mi je zdela posebno zanimiva, ker tudi vstopa v neko razpravo, ki se zdaj dogaja med nami, ki jo zdaj spremljamo tudi na našem časopisu, v naši javnosti, točno okrog identitete. Poseben trenutek zakaj v resnici? Zato, ker se manjšina, mislim, slovenska narodna skupnost v Italiji začenja spopadati zelo resno z demografskim padcem. To vprašanje zdaj na nek način fagocitira pozornost strokovne javnosti, ampak tudi javne debate. Tako da prišel sem tudi sem posebno z namenom, da vam trenutek te razprave ga prikažem. Zakaj pravim poseben trenutek? Morda se začenjamo zdaj zavedati potrebe po neki novi viziji, ki bi naj bi rojevala strategijo in naj bi rojevala tudi zelo konkretne korake, naprimer v šolstvu. Naredim korak nazaj. Bom zelo konkreten v svojih poudarkih. To je bil tudi namen te okrogle mize, se mi zdi. Izhajal bom izkušen prav na terenu. Raziskovalci pri nas pravijo, da se slovensko jedro manjšine manjša in da vse manj mladih, ki jih imamo za pripadnike naše skupnosti, opredeljuje za Slovence. Torej zdaj si postavljam problem, kako zagotavljati obstoj naše skupnosti v prihodnosti. Glede tega vam bom postregel podatek, ker analizirati situacijo pomeni se ukvarjati s številkami. Raziskave, ki jih je opravil raziskovalni inštitut pri nas, pravijo, da je danes v slovenskih šolah v Italiji, to so šole s slovenskim učnim jezikom, slovenščina pogovorni jezik za manj kot 30% ljudi. To so raziskave narejene na zadnjih 40 letih. Mislim, da v zadnjih 10-15 letih se je močno spremenila situacija. Tako da zdaj, kje smo?
pri tem, da si postavljamo problem, kako širiti krog govorcev. Ravno nekaj zadnjih tednov se pri nas se pojavljajo različni glasovi, zelo različni glasovi o tem, kako širiti krog govorcev. Neka stran zagovarja tole postavko samoopredelitve, kdor se čuti Slovenca, je lahko Slovenc, s tem, da je opravil izobraževalno pot v torej slovenske šole in tako naprej. Ni sozvočja pri vseh, kar se tega tiče. Veste dobro, da šole odigrajo vlogo ne samo posredovalca jezika. Poučevanje jezika pomeni skozi jezik mlad človek vsrkava tudi elemente identitete, elemente narodne zavesti, narodnega zavedanja, tudi elemente narodne pripadnosti. V tem trenutku se manjšina sprašuje, če je to prava pot. Ne bi dajal odgovor na to, se pa mi stalno vrača v misli stavek, ki sem ga slišal v filmu Izginjanje Andrine Mračnikar. Kaj koristi jezik, če ga z nikomur ne moreš več govoriti. Pri nas, tudi pri medijih, normalno se začnemo spraševati, kdo nas bo še bral. V slovenskih šolah se sprašujejo učitelji, če jih bodo še razumeli, ko bodo razlagali, poučevali slovenščino. To so dileme, s katerimi se danes ukvarja manjšina. Kulturno smo organizirani, kulturi se posvečamo, praznujemo 8. februar in še marsikateri drug praznik v resnici, ampak bistvo obstoja manjšine se danes igra okrog tega vprašanja. Okrog vprašanja jezika, okrog vprašanja, če jezik, ki ga posredujejo naše šole, je tudi nositelj, posredovalec identitete. V tem primeru bi to bil velik izziv za šolski sistem, ker dejansko je tisti sistem, ki bi lahko ustvarjal nove govorce slovenščine in to je na nek način tudi pripravljal prihodnost za našo skupnost. To se mi je zdelo primerno danes povedati. Kar je sicer zelo zaskrbljujoče v luči tega, da je bilo pa doseženih nekaj zelo pomembnih stvari v zadnjem času, vrnitev Narodnega doma. Na kratko. Torej, to, kar je zdaj povedal gospod, je zelo pomembno tudi v slovenskem prostoru. Mogoče se mi ne zavedamo, ampak prav to, kar se zdaj dogaja, kar počne ta vlada, pa ne bi bila rada danes politična, je, da nam želijo zdajle septembra sprejeti zakon, ki bo uvedel obvezni drugi tuji razred otrokom v osnovno šolo. Ker potem, glejte, dan ima 24 ur in že mi težko vse to zmoremo, kar imamo. Kako bodo otroci? Otroci se še slovenščine ne bodo mogli dobro naučiti, imajo prvi tuji jezik in ti dokler svojega jezika, strukture jezika ne poznaš dovolj dobro, ne moreš se ti učiti tujih jezikov tako intenzivno, kot želijo zdaj pri nas. In komu na čast? Zakaj? A da bomo imeli tuje delodajalce, da bodo vsi sem prišli pa rekli, joj, kako je tukaj fajn, tle pa lahko govorimo, kar želimo, ker nas vsi razumejo. Je treba zelo paziti, kaj nam zdaj počnejo. Mislim, da je ta obvezni drugi tuji jezik v osnovno šolo pa kaplja čez rob, to vam pa govorim kot mama in kot babica. Mislim, to je pa višek. Se imamo že en tuji jezik. Treba se je naučiti slovenščine, brati slovenščino, potem pa, itak že imamo prvi, pa potem mogoče drugi, tako se otroci učijo še nemško, italijansko, tam, kjer živijo. Kaj se bomo zdaj še učili? No, to sem hotela dodati. Ja, to, kar je povedal gospod Devetak, je zelo zaskrbljujoče za slovensko skupnost v Italiji. Vem pa, verjamem, da ste vsi zasledili tudi ocene, da ne bi se do leta 2100 pa tudi število Slovenk in Slovencev zmanjšalo, celotne populacije za skoraj 200 000. Kako gledate na to, gospod Hren? Ja, upam, da se bodo Slovenci v bodoče bolj razmnoževali, kot pa doslej morda.
Ne, jaz mislim, da seveda ta demografski razvoj je posod problematičen. To čutimo tudi koroški Slovenci. Imamo potem pa še poleg tega tudi še nekaj specifičnih problemov. Koroški Slovenci so danes pravzaprav zelo dobro izobražena manjšina. Skoraj iz vsake družine, ki si koliko to čuti, koroško-slovenska, grejo otroci potem v slovensko gimnazijo, številni naprej potem študirati. Tako da se ta socialna, etnična struktura na južnem Koroškem v zadnjih 100 letih postavila na glavo. Prej so bile široke mase prebivalstva, kmetje, delavci, slovenske govoreče, izobraženci med njimi, sodnik, pa učitelj, razen duhovnika, ki je bil Slovenc, vsi ostali so bili pa nemško govoreči, tako da je bil tudi etnični status pogostokrat sovpadel z nacionalnim statusom in da je bil potem podvig v nemščino pogostokrat potem tudi povezan z podvigom v socialnem smislu. Se pravi, to je šlo skupaj in to se je sedaj postavilo na glavo. Danes v številnih krajih močno med prebivalstvom prevlada nemščina, lokalni zdravnik, lokalni sodnik, lokalni učitelj so pa slovenski govoreči. Tako da dejansko tu imamo popolnoma drugo sliko. Številni ostajajo potem po študiju tudi izven Koroške, se ne vrnejo nazaj, to je en problem. Jaz sem enkrat to analiziral za določene letnike slovenske gimnazije, samo polovica maturantov se je po študiju vrnila nazaj in to je seveda že zelo usodno pa problematično za celotno manjšinsko populacijo, kjer je itak že relativno majhna. Pozitivno pa je, da se priseljujejo številni slovenski državljani, to je občutno. Mi imamo na Koroškem tudi relativno blizu meje nekaj dobro delujočih podjetij. Slovenci najprej tam delajo, potem se pa sem preselijo in na Koroškem živi danes 5000 slovenskih državljanov. In če pogledamo, da imamo vsega skupaj 12 do 13 tisoč koroških Slovencev plus 5000, je to že kvazi 1/3 celotno slovensko govoreče populacije na Koroškem, pravzaprav slovenskih državljanov. Jaz to tudi čutim v Mohvarjevi, če imamo kakšne razpise, so pa to pogostokrat dejansko ljudje, ki so se priselili iz Slovenije in to se seveda potem zopet krepi slovensko manjšino in to je za nas pomembno. Seveda pa to pomeni za Slovenijo nek odliv, ampak specifično za mesto je to pridobitev. Pri podjetjih seveda marsikdo se morda naseli v Dalmaciji, so pa tudi podjetja, ki se naseljujo na Koroškem, vidijo tle poslovne možnosti, delavci isto in s tem se seveda ta skupni prostor nekoliko bolj zaživi in to omili tiste tendence, ki sem jih prej omenil glede naše študirajoče mladine. Ja, kot ste sami dejali, super za vas, ne malce slabše za državo, kajti to so ljudje, ki plačujejo davke potem v Avstriji. Ne? Jaz bi samo še to dodal, da seveda treba tudi to potem nekoliko širše gledati, ker če se pogledaš število prebivalstva v Sloveniji in potem tudi emigracijo lastnih ljudi nazven, to že potem se v veliki meri kompenzirajo priseljenci iz juga, tako rekoč. Isto kot pa Avstrija, ko ima tudi veliko priseljevanja. So pa države v Evropi, ko so v zadnjih 20 letih izgubile 25% prebivalstva in kako v teh državah, ala Makedonija, Bolgarija, Romunija, kako tam zdrževati nek socialni, ekonomski sistem tudi v bodoče, če imaš pri prebivalstvu tako nazadovanje. V bistvu razpravljamo že 1 uro pa 15 minut, nekaj časa bomo na koncu namenili tudi publiki, da postavi kakšno vprašanje našim sogovornikom. Zdaj, če bi mi tole okroglo mizo lahko zaključili z vprašanjem, kakšne zaključke lahko danes potegnemo, kdo je kriv za to stanje, kdo ima moč, da ga spremeni, je to politika ali so to ljudje, verjetno ljudje vsaj posredno. Ne? Zdaj, volitve tudi mediji rišejo vedno kot osrednji medijski dogodek, volitve dajo posamezniku moč, da na nek način lahko sodelujo v nacionalnih zadevah, ampak Slovenke in Slovenci pogosto tega nismo pokazali, te želje, da bi sploh sodelovali. Ne? Ja, jaz mislim, da je to pomembno vprašanje, zdaj ne da bi iskali krivdo, pomembno vprašanje je, da se zavedamo, kaj se dogaja in da vsak pri sebi obesi slovensko zastavo, doma pove,
kako je nastala ta zastava, zakaj je taka zastava, tako naprej, če imaš otroke recimo, ali pa dejansko, da imamo, da se zavedamo tega, da praznujemo, da gremo tako, kot gredo ljudje, ki imajo radi, v Sloveniji imamo zelo radi te socialistične praznike, 1. maj, vsi grejo za 1. maj, ne, pa pejmo še za dan državnosti nekam. In mislim, da bi recimo, če bi jaz to delala, pa če bi bila nek tak absolutistični vladar, demokratični, bi najprej naredila nek think tank, neko skupino ljudi iz marketinga in bi mi rekli, kdo so naši nacionalni junaki, kako bi lahko promovirali tiste dele slovenske zgodovine, tiste junake, konec koncev tudi knežji kamen, ne prestol, no, saj smo imeli neke zaplete, ali kakorkoli, ne, in enostavno, da bi majčkeno delali na tem, da bi potem mogoče naredili kakšen filmček, pa dokumentarc, pa praznik tega in onega, ne samo hrano, ne samo kranjsko klobaso, pa potico, ampak tudi mogoče dan, mogoče te prve ustave, tega imenovanja knezov pri tem knežjem kamnu, da bi majčkeno naredili par datumov, par dogodkov in da bi počasi to skozi koledar dogodkov in prireditev malce ozavestili slovensko državnost. To bi jaz naredila. Gospod Hren, kakšne zaključke bi vi potegnili? Jaz sem ravno včeraj bral eno knjigo, ki je pred kratkim objavil nek južnotirolski avtor o Sloveniji. In v tej knjigi ima pravzaprav celo vrsto pozitivnih primerov in prav občuduje to in on označuje Slovence za pametne in trdožive. In jaz mislim, da če tako srečujem številne Slovence, da to dejansko so in da tudi potem mednarodne kariere delajo, so po moji oceni pa tako povprečju zelo samokritični in voda tu pa tam tudi ponosa primanjkuje. In to po mojem se kar vleče skozi prebivalstvo, tako rekoč, jaz to najbolj opažam na Koroškem, če potem pridejo Slovenci iz Slovenije in potem skušajo nekako nemško govoriti ali pa če ne uporabljajo pojma celovec, ampak Klagenfurt in take reči, tu vidim, da to nekje primanjkuje nekega ponosa in to gre skozi prebivalstvo in tu je potem to deloma že stvar tudi politike, da nekaj naredi. Ker to, kar sem prej omenil glede ORF-a v povojnem času, tam se tudi avstrijsko prebivalstvo je bilo tam še popolnoma zazrto v Nemčijo. Ti ljudje se niso danes na jutri navdušili nad neko samostojno Avstrijo, ampak je bil to nek zavesten korak politike, da je rekla, sedaj pa naredim javno televizijo, ki to nacionalno identiteto jasno krepi. In tu je neka politika tudi v stilu neke avantgarde, ki mora potem dajati impulze in ne čakati vedno na to, kar pride do nje iz ljudstva. In tam lahko politika z neko ciljno kulturno politiko, izobraževalno politiko, medijsko politiko, seveda take reči izboljšuje. Tako to bi zame to bilo. Ampak naša RTV zdaj je depolitizirana, tako da politika več nima vloge. Gospa Jaklič, kaj pa vi pravite? Ja, težko kaj dodam že pravzaprav temu, kar sta povedala gospa Vida in gospod Hren. Dejansko najprej vsak posameznik pri sebi mora pravzaprav skrbeti za to, da sam pri sebi razvija, pač odgovori sam sebi, kdo je in da dela v tej smeri. Se pravi, da to, da smo sami pri sebi kot Slovenci, da se zavedamo, poznamo svojo zgodovino, ker če ne poznaš svoje zgodovine, ne veš, kdo si, si tudi težko potem ponosen na nekaj, česar pač ni, ne obstaja. Imamo pa mnogo res neverjetno, naša zgodovina je res izjemna zgodovina. Če gledamo, da smo na prepihu pravzaprav 3 različnih svetov, germanskega, slovanskega in romanskega sveta in smo še danes tukaj, to je pač nekaj govori o tej trdoživosti, pa tudi vztrajnosti slovenskega naroda, tudi zvestobi samim sebi, ker če bi ne bili zvesti sami sebi, bi tudi ne bilo več slovenske besede, bi ne bilo naše slovenske kulture, ampak bi bili nekdo drug. Tako da najprej seveda je ta poudarek in zelo bi si pa tudi sama želela, da bi politika, pa zdaj mislim v tem smislu najširšem pomenu besede in tistem najožjem, končno znala sprejeti en skupni dogovor, en konsens o tem, da je kaj je nacionalni interes, da nam je slovenska država, da je naša, da je to vrednota, da je vrednota vse, kar to slovensko državo je oblikovalo in jo pripeljalo do tega, da jo imamo, da bi potem to samo na nek način potem prek vseh teh kanalov, ki ste jih gospod Hren omenjali,
prišlo pravzaprav v zavest vsakega posameznika in vi ste omenjali tudi volitve, kjer pač lahko odločamo sami o sebi, da bi na osnovi tega lastne izkušnje, zavedanja, kdo smo, tudi tega ponosa, da sem Slovenc. Ne v nacionalnem smislu, ampak v nacionalističnem smislu, ampak v res tistem narodnem, pristnem. To se meni zdi pač nekaj izjemnega, se ne sramuješ sam sebe, ampak si pač res enakovreden član, rekla, sveta in kot tak lahko vstopaš kamorkoli zelo ponosno. Da bi potem tudi na volitve bilo iti na odvolitve ne neka dolžnost, ne neka tista obveza, ampak res želja, tvoj glas kot soustvarjanje naše skupne države. Da bi tako, jaz imam vedno znova pred seboj slike, bila sem mičkena, tako da jaz nisem imela volilne pravice takrat, ko se je odločala, ali želimo samostojno Slovenijo ali ne. Se pa spomnim slik ljudi, ki so prihajali na volišče, na referendum v narodnih nošah, ko so z nageljnom na prsi prišli. Meni se ta spomin, s kakšnim veseljem, s kakšno radostjo, kakšno vzhičenostjo, s kakšnim zanosom so prišli na volitve oddati svoj glas, ker so rekli, moj glas tudi šteje, želim povedati, da hočem imeti svojo državo in bi si želela, da vse to pravzaprav na ta način bi tudi sami zmogli, znali in hoteli soustvarjati našo skupno državo, državo Slovenijo. Isto vprašanje. Tako bi rekel, pomembno bi bilo je, da krepimo verodostojnost državnih institucij, države. Pomembno je, da politika ni vsak dan neko skrižno obračunavanje, prav s tem namenom, da krepitve teh vloge in prestiža institucij, državnih institucij. Pomembno je krepiti verodostojnost medijev, verodostojnost novinarjev, spoštovanje njihove svobode, spodbujanje pluralnosti, nepristranskosti, uporabljanja metod diskreditiranja. Smo brali pa pred kratkim, kje se informirajo danes mladi. Danes mladi se informirajo pri vplivnežih, na TikToku, na aplikacijah, tam se informirajo v resnici. Mislim pa, da tradicionalni mediji morajo še in lahko še imajo vlogo, pod pogojem, da je njihova verodostojnost zagotovljena. In potem še to bi rekel, vprašanje volitev. Ja, tudi v Italiji, tudi pri nas, mladi ne volijo, se ne odpravljajo na volišča. Mladim, morda danes moramo mladim prisluhniti. Danes naši mladi razmišljajo zelo različno prav kot posledico družbe, današnje družbe, ki je fluidna, ki sloni na teh družbenih, mislim, se napaja s teh družbenih omrežjih, morda naša generacija jih malo pozna. Samo to, če spoštujemo naše mlade o tem, katera je njihova identiteta, naletimo na marsikatero presenečenje. Moj poziv bi bil, bodimo bolj pozorni na spremembe, ki se dogajajo in so že uresničeni, da ne izgubimo izpred oči potem ciljev, kateri moramo peljati to skupnost mladih ljudi. Drugače ne bomo našega naroda popeljali v prihodnosti, ne bomo pripravili prihodnosti zanj, samo to. Hvala lepa. Zdaj pa, če ima kdo mogoče vprašanje, lahko 3 vprašanja postavimo. 3 roke so. Ja, predlagam, da pridete kar tukaj le bliže, pa vam bom jaz dal mikrofon. A imajo? Aha, ok. Pa če se lahko predstavite, pa kar vprašajte, pa za koga je vprašanje. Hvala lepa. Janez Remškar. Se opravičujem. Janez Remškar. Torej, hvala lepa vsem prisotnim na omizju. Mislim, da si zaslužite dejansko aplavz. Zdaj pa nekaj besed, pa ne mislim komentirati vaših nastopov. Torej,
govorimo o slovenski narodni identiteti, brez dvoma je jezik izjemno pomemben oziroma lahko rečemo najpomembnejši. Ampak seveda, tu je enako pomembna kultura, tu je enako pomembno tudi seveda šolstvo, enako pomembno gospodarstvo, ne nazadnje poštenost v gospodarstvu, kar naj bi bila naša vrlina, pa sam dvomim, da je to temu še tako. Potem, zdaj, kaj naredimo starši? Ali starši naredimo tisto, kar smo danes govorili? Mislim, da ne. Torej, kaj naredi šola? Še manj. Še manj. Pa bom v vašo informacijo povedal, s Francijem sva bila med drugim organizatorja prvega sestanka v okviru Slovenskega kongresa zdravnikov. Jaz sem bil direktor bolnišnice na Jesenicah in smo organizirali ta sestank. Jaz bom rekel, mar karikiram, sem desni oziroma črn prišel v rdeče jedro, ker Jesenice so bile rdeče. V vseh pogledih. Ampak, ko sem govoril s kolegi, svojimi zdravniki, kolegi iz Argentine, so vsi pripeljali svoje otroke, ki niso bili več otroci, to so bili srednješolci, gimnazijci. In vsi so tekoče govorili slovensko, od prvega do zadnjega. In to je bil zame pravi užitek, da sem te otroke lahko peljal v bolnišnico in po oddelkih. Ljudje, zaposleni v bolnišnici, z odprtimi ušesi in usti gleda. Kaj se jim dogaja? Torej, starši. Po drugi strani imam jaz navado reči, da pri nas v Sloveniji, sem Gorenc, dežela še ima dušo, mesta je nimajo več. Torej, zakaj? Seveda, priseljena delovna sila, ki jo nujno potrebujemo, ampak to so sicer naši državljani, so pa seveda s svojimi mislimi drugje, kar je prav, se konec koncev jaz, če bi delal na Nizozemsko, bi še vedno bil Slovenec. Ampak interesi so pa različni. Ob tem se pa ravno to, o čemer jaz zdaj govorim, bojimo poudariti. Čim govorim v tem smislu kulture in vsega ostalega, me lahko oziroma takoj proglasijo za nacionalista, fašista in podobno. Ampak, glej ga zlomka, gostujem oziroma na dopust, grem običajno v Dalmacijo in z užitkom poslušam dalmatinske klape, njihovo muziko. Na Gorenjskem, v Sloveniji, pa poslušam na številnih postajah praktično skozi tujo muziko. Da ne govorim o kakšni spakedravščini govorijo novinarji. Skratka, ampak evo, tu sem že na meji, da me lahko nekdo proglasi za nacionalista. Ampak vse to je izjemnega pomena. Po drugi strani pa danes Evropa ni na pravi poti, v celoti. Kaj je, bo rekel, ideal? Biti mlad, biti lep in bogat brez otrok. In to je evropska travma. Ne vem, če je travma, to je v tem trenutku ideal. Ne bom zavlačeval. Včeraj sem gledal eno oddajo angleško, Anglež je bil komentator torej slikarjev in omenil je Francisco Goyo, ki je leta 1788 narisal podobo romanje svetega Izidorja, krasna slika, svetla slika, rožne barve, ozadje svetlo, torej 1788. Potem je pa 30 let kasneje narisal pa sliko z naslovom Romanje, torej ne, prva je Travnik svetega Izidorja, druga je pa Romanje svetega Izidorja, to je pa 30 let kasneje, to se pravi prva 1788, ta pa čez 30 let, tema rjave barve, črne barve. Torej, nekdo pleše na melodijo norca, ki igra na neuglašeno kitaro, zaprepaščeni obrazi z izbuljenimi očmi, tema, skratka, sama tema. In kaj je bil razlog? Torej, vmes je prišlo do okupacije Napoleona. V 30 letih kompleten obrat
v tedajni Španiji. Zdaj pa samo še dve repliki, pravzaprav mogoče opaski. Glede proslave sem že eno krajšo kolumno napisal, ampak zdaj se bom pa spotaknil namenoma in čisto konkretno. Veliko sem v avtomobilu, poslušam radio, poslušam zelo simpatičen intervju z gospo Ksenijo Benedetti. Zelo simpatičen. Na vprašanje, kakšno glasbo posluša, pravi, da posluša vse, od Metallica do džeza, klasične glasbe, razen narodne glasbe ne. Zdaj pa to je moj komentar pa zavesten. Ali bi se to gospa Benedetti upala reči v Srbiji? Glejte, pri nas smo bili vsi tiho. Vsi tiho. In drugo je pa gospa predsednica, ki je kot pravnica z doktoratom, vse spoštovanje do tega, ampak popolnoma brez čustev, brez empatije, brez pietete govorila, tako kot je zakon o posvečen žrtvam komunizma po vojni bil sprejet, tako je ukinjen. Halo? Torej, gospa predsednica je to z enim stavkom razložila, zakaj je temu tako. Še enkrat, brez pietete, brez česarkoli, skratka empatije, in to je moja predsednica. Ni. Hvala lepa.